Lepo pozdravljeni, sem Marjan Grdadolnik, učitelj klarineta na glasbeni šoli Logatec, zborovodja mešanega pevskega zbora Adoramus iz Logatca in dirigent simfoničnega orkestra Cantabile. To so glavne tri stvari, ki jih počnem, seveda poleg mnogih drugih. Danes bi vam rad predstavil temo, kako glasbenik naveže stik z občinstvom. Dovolite, da najprej povem nekaj besed o sebi. Se pravi, kot je bilo že rečeno, sem končal študij klarineta na Akademiji za glasbo pri profesorju Alojzu Zupanu in profesorju Jožetu Kotarju. Po končanem študiju klarineta sem vpisal še študij dirigiranja, seveda je v vmesnem času minilo kar nekaj let, saj sem potreboval nekaj časa, da sem toliko napredoval v igranju klavirja, da sem lahko opravil sprejemni izpit, ki je na oddelku za dirigiranje precej zahteven, sploh glede klavirja. No, in januarja 2009 sem na diplomskem koncertu iz dirigiranja dirigiral simfoničnemu orkestru RTV Slovenija in z odliko diplomiral. Prejel sem tudi Prešernovo nagrado Akademije za glasbo iz dirigiranja. Potem pa tudi na glasbeni šoli Logatec so moji učenci številni posegali po visokih rezultatih na tekmovanjih. Tudi tam sem dobil tole nagrado Zveze primorskih glasbenih šol za izjemne dosežke. Na področju glasbenega šolstva veliko mojih učencev je tudi že profesorjev klarineta ali pa delujejo v kakšnih orkestrih, tako da sem vesel tega, se pravi tega, da se vidi moje delo v glasbeni šoli. No, sem ustanovitelj mešanega pevskega zbora Adoramus, ki ga vodim že 37 let. Naj povem, da takrat na začetku sem bil star 19 let in sem bil brez izkušenj, kako se zbor sploh vodi. In potem smo skupaj s tem zborom rastli. Na začetku je bil to mladinski zbor, no potem pa smo se preimenovali v mešani pevski zbor Adoramus, ki je dosegel, lahko rečem, visoko kvaliteto. Tekmovali smo na raznih tekmovanjih, doma in v tujini, in vedno dosegali res lepe rezultate. Iz tujine smo se vedno vračali z zlatimi plaketami. Najbolj mi je pa ostalo v spominu tisto, ko smo leta 2000 zmagali na tekmovanju v Pragi in sem kot dirigent, zborovodja dobil posebno priznanje prav iz rok zelo znanega skladatelja Petra Ebna. No, v vmesnem času sem vodil tudi pihalni orkester Logatec, ki tekmuje v koncertni skupini. Tisti, ki mogoče poznate, veste, da so te skupine razdeljene po kakovosti. Tudi s tem orkestrom smo tekmovali, recimo leta 2011 zmagali v Pragi in tako naprej. No, in ravno ta moj zbor in ta orkester pihalni je bil nek povod, da sem poleg klarineta začel razmišljati tudi o študiju dirigiranja, kajti kot glasbenik in kot dirigent sem spoznaval pri svojem delu, da mi primanjkuje tega znanja, zato sem vse sile in napore vložil na to, da sem v bistvu opravil sprejemni izpit in potem tudi začel študijem dirigiranja na Akademiji za glasbo. Ni bilo lahko, predvsem zaradi tega, ker je bilo ogromno klavirja, jaz pa kot klarnetist sem imel s tem manj izkušenj, ampak sem res z zavzetim delom in vadenjem vsak dan po več ur, predvsem klavirja, uspešno opravil ta študij in ni mi žal vsake minute in ure, ki sem jo za to porabil. Lahko rečem, da se ukvarjam tudi s komponiranjem. Napisal sem nekaj skladb za zbor, pa za orkester, pa za moje učence. Tako da tudi to je neko moje poslanstvo, predvsem za potrebe mojega zbora, pa kot sem že dejal, za učence in tako naprej. Posebej znana je skladba Laudate Dominum, ki se jo izvaja povsod, tudi po svetu, tudi na YouTubu sem zasledil v Aziji in tako naprej.
Sodeloval sem tudi že s profesionalnimi orkestri, kolikor so me povabili, in tako da nekaj izkušenj imam tudi na tem področju. V tujini sem tudi že dirigiral, tako da ja. Drugače pa trenutno se bolj posvečam res temu mojemu orkestru Cantabile, ki je bil ustanovljen na mojo pobudo leta 2011. Letos, se pravi, praznujemo 13. leto že delovanja, in v tem letu lahko rečem, da v teh letih ne, se je res marsikaj zgodilo. Statistika, ki jo vodimo s tem orkestrom, je res impozantna, kajti moram reči, da smo nastopali res v veliko državah, se pravi, imeli smo v teh 13 letih več kot 125 koncertov doma in v tujini. Posebno pozornost namenjamo mladim glasbenikom. Naj povem, da so člani, ki sestavljajo ta orkester, glasbeniki, ki so na poti, da postanejo profesionalni glasbeniki. To so tudi profesori, študenti akademije, konzervatorija, pa tudi nekateri zelo dobri amaterji, ki želijo resno delati. Imamo tak poseben sistem, se pravi, da note damo na server, vsak se pripravi sam doma in potem v 4, 5, maksimalno 6 vajah pripravimo cel koncertni program. In moram reči, da sem zelo vesel tega orkestra, zato ker nam uspeva. Povpraševanje po orkestru je res ogromno. Posebno pozornost pa ima nalogo, ali pa posebno pozornost posvečamo pa tudi možnost, da damo možnost mladim glasbenikom, da se predstavijo z orkestrom kot solisti. Tudi veliko študentov Akademije za glasbo v Ljubljani igra v mojem orkestru in so seveda tudi že veliko solistično nastopali. Tudi na tistih največjih odrih, recimo v dosedanjem delovanju smo, mislim, da 13-krat igrali že v Galusovi dvorani, in tudi na tem odru se je že predstavilo nekaj mladih solistov. Vseh skupaj pa jih je bilo preko 85. To je res, se mi zdi, lepa številka, in se bomo še trudili v tej smeri, da ponudimo možnost mladim, da nastopijo solistično z našim orkestrom. Seveda imajo tukaj predvsem prednost tisti, ki so člani našega orkestra, pa tudi drugi. Lahko rečem, da tedensko dobivam prošnje, če bi lahko kdo mladih glasbenikov, pa tudi že tistih bolj uveljavljenih, bi radi sodelovali z našim orkestrom. Tako da poskušamo ustreči, kolikor se da. Seveda vse pa res ne gre, ker nismo profesionalni orkester in ni to naša služba. Tako da, ampak se pravim, če se začutimo skupaj s solistom, potem mislim, se slej ko prej pokaže priložnost in se zgodi ta nastop. Toliko o orkestru, zdaj pa mogoče v tej temi, o kateri želim govoriti, se pravi, kako navezati stik z občinstvom, kako glasbenik naveže stik z občinstvom. Zanimiva anekdota je, ko je bil ustanavljen ta orkester Cantabile leta 2011, sem potem kar sam na svojo idejo rekel, zdaj bomo imeli pa mi novoletni koncert v športni dvorani, publike prej še nobene, seveda saj nismo imeli še nobenega koncerta. Tudi glasbeniki še niso bili tako, bi rekel, pripadni temu orkestru, ki je bilo čisto na novo. No, in potem smo kar oznanili, da bomo imeli 2. januarja v športni dvorani, žal v Logatcu nimamo kulturnega doma primernega, tako velikega. No, kar v športni dvorani novoletni koncert. In potem sem sebe spraševal, pa kaj sem se zdaj tega lotil, pa se sploh ne vem, če bo kakšen prišel, ali bo publika prišla, bodo sploh orkestraši to resno vzeli. No, in potem smo prosili neke sponzorje, seveda nismo imeli niti nobenih finančnih sredstev. In takoj naslednji dan je že en sponzor nekaj nakazal in potem seveda poti ni bilo več nazaj. No, in potem smo se resno lotili tega dela. Ta koncert je bil čista kopija novoletnega koncerta z Dunaja, se pravi, same
Štrausove melodije, no, imeli smo tudi nekaj baleta, pa dva solopevca, ki sta izvajala te dunajsko klasiko, Leharja in tako naprej. In verjeli ali ne, v dvorano je prišlo čez 1000 ljudi, kar je mene zelo presenetilo in vsi so bili navdušeni. In od takrat naprej, v bistvu orkester Cantabile ima vedno publiko. 3 dni nazaj smo imeli prav tako v tej športni dvorani večer najlepših opernih melodij in ponovno je bilo, mislim, da preko 800 ljudi. Tako da res, to je za en Logatec res nekaj izjemnega. Ljudje prihajajo iz vseh krajev, kličejo, kje se dobijo vstopnice in tako naprej. Tako da smo res veseli tega odziva publike. Tudi naši koncerti, tradicionalni Božič v Ljubljani, ki jih imamo, recimo letos bo 10-letnica, odkar prirejamo koncerte v Cankarjevem domu. In skoraj vsi so bili popolnoma razprodani, in upam, da bo tudi letos tako, no. V glavnem, človek se sprašuje, zakaj ljudje prihajajo na naše koncerte. Predvsem se mi zdi, da je v glasbi zelo pomembna ta iskrenost na odru. Se pravi, da se vsak tisti, ki je na odru, vpraša, zakaj je tam. Zdaj, več razlogov je, lahko je zato, da si želi slave, da mu ljudje ploskajo, lahko je tam zaradi zaslužka, da bo kaj zaslužil, lahko je tam, da si dviguje svoj lastni ego, lahko je tam mogoče pa z drugega namena, da je v bistvu glasba, ki jo je naštudiral, to skladbo, ki jo je naštudiral, prinese kot darilo poslušalcem in jo ponudi njim v poslušanje. Se pravi, tukaj se potem stvar čisto obrne in iz izkušenj lahko povem, da poslušalci začutijo, kdaj je nekdo na odru iskren, tudi če ni čisto vse popolno, čeprav se moramo truditi k popolnosti, ker je to nekaj čudovitega, potem ko je glasba, skladba res izpiljena, dodelana, premišljena, duhovno poduhovljena, se pravi, da jo tudi notranje doživljaš, je to res nekaj lepega, se pravi, se trudimo v tej smeri, vendar vprašati se je treba, zakaj nastopamo. No, in jaz se trudim, tudi ko delamo z orkestrom, da poskušamo biti čim bolj iskreni, da se začuti ta naša notranja energija, da se začuti ta naša notranja povezanost in da se začuti to, da to, kar delamo, delamo res s srcem, delamo z dušo in nam tudi ne gre samo za aplavz, ampak nam gre za to, da se ljudje po našem koncertu dobro počutijo, da so obogateni. Seveda, zato je treba tudi pravilno izbrati program. Izbiramo take programe, ki imajo neko globino v sebi, niso plehki, tudi mogoče malo bolj zahtevni, pa vseeno imajo neko globjo sporočilo, ki ga preko izvajanja dobi poslušalstvo, ne. To se mi zdi zelo pomembno. Seveda, poslušalci to začutijo, potem tudi ta odnos, ko prideš na oder, kako prideš, da si z nasmehom na odru, jaz orkestrašem stalno govorim, bodite nasmejani, to je nekaj lepega, kar počnete. Potem ta izbira programa je seveda tudi zelo pomembna, recimo, zdaj se že dolgo časa je v tako moderno, ali bi rekel, ali pa ne vem. Se pravi, če je klasični koncert neka uvertura, solistični in neka simfonija, ne. Pa tudi ti abonmajski koncerti, ki so nikoli kakšnega dodatka, razen če kakšen solist naredi, se pravi, kar tako malo preveč, bi rekel, sterilno, nobenega nagovora ali pa redko, nobenega stika s poslušalcem. In bi se človek vprašal, mogoče pa to ni tista idealna pozicija, ne, mogoče bi bilo pa fajn včasih tudi še kakšen dodatek zaigrati, če je publika navdušena, ne. Vem, da na teh koncertih, ki niso tako programsko usmerjeni, so vedno kakšni dodatki oziroma
bolj sproščeno vzdušje in potem, če si ti bolj sproščen, si tudi bolj odprt za vse poslušanje in tako naprej. Potem druga stvar se mi zdi zelo pomembna, je tudi dostopnost do koncertov. Se pravi, da niso te vstopnine tako zelo visoke. V spominu imam recimo lansko leto je bil v Cankarjevem domu koncert Berlinske filharmonije po 127 letih. Ne? In se človek vpraša, mislim, to bi mogel biti spektakel, kar je tudi bil. Ampak dvorana ni bila razprodana. Ne? In potem se človek vpraša, kako je to mogoče? Zato, ker so bile vstopnice ko bi rekel, nemogoče tako visoka ocena je bila, da si mnogi tega ne morejo privoščiti. In tisti, ki to organizirajo, jaz niti ne vem, kdo je bil to, ampak vstopnice so bile, mislim, da 250 in potem najcenejša, ki sem jo jaz kupil, je bila 100 evrov. Ne? In to v bistvu ne pripomore k temu, da bi se pravi, navezal stik z občinstvom. Ne? Se pravi, tukaj je treba res gledati ne samo na dobiček, včasih iti tudi v svojo škodo, ampak res se prilagoditi. Tam na tem koncertu bi mogli biti vsi študenti Akademije za glasbo, to bi jim mogli omogočiti, recimo. Tako je moje razmišljanje. Ne? Seveda študent bo težko dal 100 evrov, pa to je bila res najcenejša vstopnica, drugače so bile, mislim, da od 120, od 150 naprej, mislim. In to je potem samo za tisto elito, ki pa mogoče ne zna toliko ceniti tega recimo enega najboljšega orkestra, če govorim o tem primeru. Se pravi, ta dostopnost, ta srčnost, ta prijaznost in domačnost, ki jo nudiš na odru poslušalcem, to je res nekaj, kar vsak potrebuje, da se srca odprejo, da se duše odprejo in potem se tudi s tistim, kar si izvadil, s tistim, kar si pripravil, je kot tvoje darilo, se napolnijo in so srečni in bodo tudi naslednjič z veseljem prišli na koncert. Pri nas so vsi koncerti večinoma pač imajo vstopnino, ampak nikoli ne pretiravamo. Tudi ko imamo v Cankarjevem domu koncerte, res ne pretiravamo z višino vstopnine, čeprav je tam najem dvorane zelo visok. Poskušamo vsaj toliko, da pridemo skozi in to se mi zdi nek pravi način, da se približamo publiki in da ohranjamo ta stik, kajti orkester glasbenih brez publike pa res je bolj slaba. Ne? Tako da v tem smislu jaz vidim nek pomen, ki bi ga lahko vsak glasbenik razvijal. Seveda, da ti organiziraš koncert, to je ogromno enih stvari, to je ogromno, seveda, to je tudi marketing, reklama je zelo pomembna. Mi mnoge koncerte igramo čist pro bono, samo da nam recimo naredijo reklamo in tako naprej. In to potem s časoma si ustvariš tako okolje, da skupaj vzajemno delujemo, se pravi, mi zaigramo, oni nam delajo reklamo, recimo na Radio Ognjišče je naš glavni, ko bi rekel, medijski sponzor in tako naprej. Igramo za njih gratis koncerte, oni pa nam naredijo reklamo in to je tisto, kar v bistvu nas skupaj bogati. In iz izkušenj povem, da ko se začne reklama vrteti ali pa na Radio 94 enako, začne vrteti vstopnice, ker grejo, se pravi, ker ljudje točno vedo, kaj lahko pričakujejo in tako naprej. Se pravi, vse to je zelo pomembno. Važno je, da poslušalec, ko pride na koncert, dobi občutek, da je to res nek svečan trenutek, da ni to nekaj, kar počneš vsak dan. Tudi svetloba, recimo na odru, ne, je zelo pomembna zaradi tistega občutka. Zdaj, ta bela svetloba, recimo, če se vrnemo v Cankarjev dom, to je res tako sterilno deluje, ne, mislim. Mnogi rečejo, ja,
pride se poslušati samo glasbo. Ne, človek tudi gleda, človek tudi vidi s svojimi očmi, gleda tudi, kako se obnaša orkester. A pridejo gor zavzeto, ali pridejo naveličano, ali stojijo, dokler je še aplavz, pa se potem usedejo in tako naprej. So take stvari, ki ljudi potegne ali pa ne, ne. Tako da v bistvu ljudje, poslušalci tudi gledajo, ne samo poslušajo in tudi recimo osvetljava je pomembna, pomemben je ta pristop, kako pristopiš. Se pravi, te stvari zelo vplivajo na to, kako publiko pritegniti in da ostane potem tvoja zvesta publika. Jaz mojim orkestrašem in tudi pevcem in stalno govorim, prvi akord, ki se pojavi, je najbolj pomemben. Zakaj? Zato, ker, tako malo v šali rečem, prvi akord je najbolj pomemben, tisti, kako začneš, ker vsak pričakuje, ko pride na koncert, kaj bo zaslišal. In če je to nekaj lepega, nekaj je čudovitega, nekaj tako, ki te potegne, potem potegneš poslušalca v svojo glasbo, v svoje tisto, kar si pripravil in potem seveda skozi cel koncert ga moraš držati, ne, zato je zelo pomembno, kakšen je program in tako naprej. In vedno rečem, prva skladba je najbolj pomembna, pa zadnja, ne, kako končaš, s kakšnimi občutki bo poslušalec šel od koncerta. Vmes, vse, kar je vmes, je pa tudi zelo pomembno, ne, tako da v bistvu vse je zelo pomembno, ampak ta prvi vtis, pa tudi končni, pustita pa nek pečat, tako da v bistvu, in seveda, če ti začneš koncert res tako svečano, s takim občutkom, s tako svečanostjo, iskrenostjo, čutnostjo, potem je tudi nadaljevanje tako in publiko potegneš v to glasbo in ne razmišlja o svojih problemih, poslušalci, saj veste, kako je hitro te odnesejo misli kam drugam, se pravi, skozi ga zdržiš, in potem, seveda je navdušenje obojestransko, tako da, priporočam, da se razmišlja o teh stvareh, ker, glasba je res nekaj lepega. Mene vedno fascinira, ko gledam mladega glasbenika na odru, lahko je sam, lahko jih je več, že kar začutiš, kako je predan, kako se kar zlije s svojim inštrumentom in da ni to nekaj na silo, da je to res iskreno, s svojim čutenjem, z vso svojo, kar telo se zlije skupaj z inštrumentom, to se prav začuti in to je res pol ena sama poezija in potem poslušaš in ti je, veliko zadovoljstvo, ko vidiš, kako se nek mlad človek ali pa tudi starejši poveže z glasbo, poveže z inštrumentom in čutiš, kako mu to veliko pomeni in, ta glasba potem prodira v srca vseh poslušalcev. No, na ta način, mi delujemo, zaenkrat nam gre dobro, poslušalcev imamo veliko, orkester je sodeloval že tudi na festivalih v tujini, prav naslednje leto nas zopet vabijo na festival v Francijo, to je mednarodni festival, kjer se vsako leto predstavijo 4 orkestri, iz različnih držav in mi smo edini orkester Cantabile, ki bo zdaj že četrtič, kajti vedno smo tako navdušili občinstvo, da je, župan, takoj zahteval, da nas zopet povabijo. Naj povem, da nam vse te stroške oni krijejo, kar je velik zalogaj, seveda za naš orkester, če bi to mogli sami pokriti. In spomnim se zadnjega gostovanja, ko sem dal na program, na koncu, smo izvajali Jenkisovo mašo, zadnji stavek, in, ima tako res, Francozi so taki, po vsaki skladbi takoj vstanejo in že ploskajo, če je dobro, ne. Amfiteater, 1500 ljudi in sem dal prav za konec, eno skladbo, zadnji stavek te Jenkinsove maše, ki nima tako, mislim, zelo globoko sporočilo in konča se tako, da v bistvu orkester neha igrati in samo še zbor poje, naj povem, da je bil tudi moj zbor, zraven, Adoramus, in samo še zbor poje koral,
uh, Praise the Lord. Ja, se pravi, naslov stavka je Boljši je mir kot vojna. In, in potem poje zbor ta koral. In jaz sem naredil še tako, da v bistvu vstane še orkester se je naučil ta koral in je še orkester pel skupaj z zborom in se v bistvu tako konča Praise the Lord. Ne? In v bistvu tak konec, bi rekel, netipičen sploh za nek tak koncert, ki je zunaj. In vam povem, na koncu bila tišina in sem se spraševal, Bog ved, kako bojo ti Francozi to sprejemali, ker oni so za kan pa te stvari, ne. In vam povem, je bila kar tišina, potem pa res ne, tako navdušenje, da so po koncertu kar v vrsti stali poslušalci in se zahvaljevali, ne za to, bravo, vi, bravo, ampak predvsem s tem namenom, kaj smo dobili s to glasbo, kaj ste nam dali, kako ste nam polepšali večer. No. In to je tisto, kar mi iščemo in se trudimo v tej smeri. Tako da to bi bilo z moje strani zaenkrat vse. Hvala vam za pozornost, želim vam veliko uspeha na vaši glasbeni poti, naj vas vodi iskrenost in srčnost, da boste svojo glasbo, ki je najčudovitejša umetnost, osrečevali sebe in druge, ki vas bodo poslušali. Srečno!